Sedaj si bomo pogledali, kaj lahko delamo z ulomki. Že od 6. razreda vemo, kako ulomke seštevamo, kako jih odštevamo. Zdaj pa se bomo naučili najprej krajšati in razširjati. Se pravi, za začetek zapišemo ulomek, recimo 3/5. Kaj pomeni 3/5? 3/5 pomeni, da smo recimo en pekač pice razrezali na 5 enakih delov, to zato, ker je imenovalec 5. In imamo še 3 kose, to pomeni, zato ker je števec 3, 3 kosi od 5 so še na pladnju. Zdaj pa, če bi jaz vsakega od teh kosov razdelili na 2 dela, je to isto, kot da rečemo, da smo ulomek razširili z 2. To pomeni, da imamo zdaj namesto 5 kosov 5x2 kosa, to je 10 kosov. Na to kosov je razrezano, imamo kosov pa na pladnju še 3x2, to je 6. In to je razširjanje ulomka. Ali pa recimo, če imamo 4 sedmine, pa rečemo, bomo ulomek razširili z 6, potem ne bomo imeli več samo 7 koščkov, ampak 7x6, to je 42, 4x6, 24 števec. Se pravi, imamo še 24 koščkov od 42. Zelo večkrat je tako, da hočemo ulomek razširiti na točno določen imenovalec. Recimo, da ga hočemo na 45 dati. Imamo 5 koščkov, rabili bi jih pa 45. Torej, bomo vse skupaj, kako iz 5 pridemo do 45? Iz vsakega koščka moramo narediti 9 koščkov. Ampak, če smo števec pomnožili, moramo tudi imenovalec pomnožiti. In 3x9 je 27. Če imamo slučajno ulomek 1,1 moramo ta ulomek najprej spremeniti v čisti ulomek. To je 1x3 je 3 plus 1 je 4/3. Se pravi, iz 1 dobimo 3 koščkov, pa še enega imamo. In zdaj, če ga bi hoteli razširiti, recimo, da ga razširimo z 10, bi dobili ven ulomek 40/30. Kar pa je seveda isto kot 1,10. To pomeni, da lahko mi celoto kar pustimo, pa samo ulomek pomnožimo zgoraj in spodaj z istim številom. Torej, kaj pomeni razširjanje ulomka? Razširjanje ulomka pomeni, da števec in imenovalec množimo z istim številom. Se pravi, razširiti ulomek pomeni, da števec in imenovalec množimo z enakim številom. In to je vsa skrivnost razširjanja ulomkov. Da števec in imenovalec pomnožimo z enakim številom. Nasproti temu je krajšanje ulomka. Recimo, da imamo ulomek 32/48. Tukaj se pa vprašamo, s čim lahko delimo 32 in 48. Zdaj, lahko poiščemo največji skupni delitelj, če ga znamo najti. Kaj je največji skupni delitelj od 32 in 48? Ja, 32 razcepimo na prafaktorje. Pa 48 razdelimo na prafaktorje. In potem pogledamo, kaj se pojavi v obeh. Koliko dvojk? 2, 3 dvojke, celo 4 dvojke se pojavijo v obeh. Torej, 2x2x2x2, 2 na 4, to je 16. To je največji delitelj. In če bi delili števec in imenovalec za 16, se prav pomembno je, da tako kot smo pri razširjanju množili z istim številom, moramo tukaj deliti, bi dobili 2/3. In to je zdaj že okrajšen ulomek, ker ga ne moramo nič več deliti.
Lahko gremo pa tudi postopoma. Recimo, da najprej ulomek krajšamo z 2, ker sta obe števili deljivi z 2. Pa bomo dobili 16 24. To je sicer krajšan ulomek, ni pa še okrajšan, ker lahko še vedno delimo z 2. Aha, pa dobimo 8 12. Potem pa se spomnimo, da lahko oboje delimo 4. Se prav, karkoli se spomnimo, in je to 2/3. No, tukaj smo pa zopet prišli do okrajšanega ulomka. Ko krajšamo ulomke, torej iščemo, kaj je skupnega, zgoraj in spodaj. Pri tem si bi lahko pomagali tudi z razstavljanjem na prafaktorja. Poglejmo. Recimo, da hočemo okrajšati ulomek 48 60. Zdaj bi mogli 48 in 60 razstaviti na manjše delčke. Recimo, da se spomnimo, da je to 8x6, ospodaj je pa 6x10. In zdaj, 6 je vzgor in vzspodaj. Mi bi lahko v bistvu to 6 kar okrajšali. To je isto, kot da delimo 6. In ko krajšamo 6, dobimo 1, pa tukaj tudi 1. Kaj še lahko krajšamo? Ja, 8 pa 10. 8, ko da lahko delimo z 2, jo prečrtamo, dobimo 4. In 10 lahko delimo z 2 in dobimo 5. Se pravi, moramo zgori in vzspodaj število deliti z istim številom. In zdaj 1x4 je 4, 4/5. To je 4/5. Ali pa, če si bi tukaj spomnili, da to lahko delimo z 8, ne z 8, z 12, 12 je največja, pa to z 12 pa bi dobili isto 4/5. Poskusimo še enega, recimo, da imamo 120 150. Zdaj zopet iščemo, vsekakor lahko oboje pomnožimo z 10. Drži? In zdaj lahko 10 krajšamo. To je krat 1 krat 1 in tega ni treba pisati, če že imamo nekaj. Pa se spomnimo, da 12 in 15 lahko delimo s 3. Oboje s 3, lahko si za začetek na majhno napišemo. 12 deljeno s 3 je 4, 15 deljeno s 3 je 5. In nam ostane rezultat zopet 4/5. Temu pa rečemo krajšanje ulomkov. Zdaj pa gremo na seštevanje. Že od lanskega leta vemo, da kadar imamo iste imenovalce, recimo, če imamo 3/5 plus 1/5, to pomeni, da imamo 2 pladnja, ki sta razdeljena na 5 delčkov. In tukaj zdaj seštevamo. Ti delčki morajo biti enaki, zdaj to je skica, niso čisto enaki, ampak za predstavo. Tukaj imamo 3 delčke in tukaj enega. Koliko delčkov je skupaj? Ja, 4. 4 kosi so na pladnji, pladnji smo pa razrezali na 4/5. Se pravi, imenovalec prepišemo, števce se šteje. Težava pa nastopi, kadar imamo recimo 3/4 plus 1/2. Zdaj imenovalec ni skupen. In zdaj mi tega ne moramo sešteti, ker ne vemo, kaj naj prepišemo. V takem primeru moramo najprej določiti skupni večkratnik imenovalce. Kaj je skupni večkratnik od 4 in 2? Tega ne bomo vedno pisali, za začetek pa lahko. To je število 4. Torej moramo tudi tole polovičko dati do 4. Kako bomo tukaj dobili? Zdaj prvi je 3/4, drugič pa ne vemo, koliko četrtin je. Če hočemo četrtine dobiti, moramo dvojko pomnožiti z 2, torej moramo tudi vzgori. Ulomek 1/2 razširimo z 2 in dobimo 2/4. In koliko je to? To skupaj je 5/4. 5/4. Poglejmo, bomo vedno šli zdaj kar po tehle korakih, ki so tukaj za seštevanje ulomkov z različnim imenovalcem. Se pravi, seštevamo tako, da najprej poiščeš najmanjši skupni večkratnik imenovalcev, število spodaj, ulomke vse razširiš na ta imenovalec in potem imenovalec prepišeš, števce šteješ oziroma odšteješ. Poglejmo recimo, če imamo
3/60 plus 7, pa recimo, da ima 40. Kaj je skupni večkratnik od 60 in 40? Najprej poiščemo skupni večkratnik, tako smo zgoraj zapisali prvi korak, ne? Če hočemo ta večkratnik najti, si lahko pomagamo s tem, da si govorimo večkratnike večjega števila. 60 ni večkratnik 40, kaj pa 120? 2x60, to pa je. Torej, dati bomo mogli vse skupaj na 120. Tukaj bo nekaj 120 plus še nekaj 120. Ampak kako bomo 3/60 dali na 120? Se pravi, 3/60 moramo zapisati, koliko je 120. Krat 2. In zato moramo tudi vzgori krat 2, kar je 6. In 3/60 zamenjamo 120. Potem imamo 7/40, tudi to pomnožimo z 2. 7 krat 2 je 14, 40 krat, to ne bo dobro, to bi dobili 80, torej je napaka, hitro popravimo. Dobiti moramo 120, zato je najbolj, da si zopet takole najprej napišemo kar. Kako iz 40 dobimo 120? Tako da pomnožimo s 3. Zgoraj in spodaj. 7 krat 3 je 21. Se pravi, to je 21 120 in 6 plus 21 je 27 120. Na koncu lahko ta ulomek še okrajšamo. Poiščemo, kaj je skupni delitelj od 27 in 120. 27 bi lahko delili s 3, 120 pa tudi. In dobimo rezultat, 27 deljeno s 3 je 9, 120 deljeno s 3 je pa 40. Eto, tega več ne znam deliti, števili 49 sta tuji in to je rezultat. Če imamo več ulomkov, recimo, da imamo 3,1 minus 1,1 polovica. Zopet, ulomka nista na skupnem imenovalcu, ali pa dajmo 1/12 za začetek. Nista na skupnem imenovalcu, zato moramo to najprej poskrbeti. Od 4 in 12 je skupni imenovalec 12. Zato bomo to pomnožili 3 in to pomnožili s 3. In dobimo 3,3 minus 1,1 . Koliko je zdaj to? Ja, 3 minus 1 je 2, 3/12 minus 1/12 je pa 2/12. Se pravi, posebej odštejemo cele dele in posebej koščke. Ampak 2/12 lahko delimo z 2 in tako ulomek še okrajšamo. Če bi imeli pa 3,1 minus 1,1 polovica, bi tudi dali na skupni imenovalec, pa bi bilo tudi 3,1 minus 1, pomnožimo z 2, 2/4. Kaj je pa zdaj težava? Da imamo tukaj manj četrtin kot tukaj. Zato moramo 1 pri temle spremeniti v ulomek. Imamo 3 cele torte pa en košček. Pustili bomo 2 celi torti, iz 1 cele torte bomo dobili 4/4, pa še 1/4 je skupaj 5/4 in odštejemo 1,2/4, kar je skupaj 1,3/4. In to je odgovor. Zdaj pa pogledamo, kaj je to množenje ulomka z naravnim številom. Recimo, da moramo zračunati 4 krat 2/3. Ja, 4 krat 2/3 pomeni, da imaš 2/3 in še 2/3 in še 2/3 in še 2/3. 2 plus 2 plus 2 plus 2, to je skupaj 8/3, kar je skupaj 2,2/3. Ta 8 bi lahko drugače napisali 4 krat 2. Se pravi, to je isto kot 4 krat 2/3. Poglejte,
4 krat 2 tretjini je isto kot 4 krat 2 v zgori, tretjine v spodaj. Recimo, če bi imeli 6 krat 7 devetin, je to 7 devetin plus 7 devetin plus 7 devetin 6krat. To pomeni, da je to kar 7 krat 6, 6 krat, se pravi 6 krat po 7, devetin. In zdaj lahko to množimo 42 devetin. Lahko se pa spomnimo to, kar smo predelali, krajšati. 6 pa 9 lahko krajšamo z 3. 6 deljeno s 3 je 2, se pravi prečrtaš, pa napišeš krat 2. 9 deljeno s 3 je pa 3. 7 krat 2 je skupaj 14 tretjin. To je več kot 3. To je v bistvu 12 tretjin je celo 4 cele. 14 deljeno s 3 je 4krat, ostane 2 tretjini. Množenje ulomka z naravnim številom. Se pravi, kako naredimo? Če imamo naravno število in ga pomnožimo z nekim ulomkom b ulomljeno s c, v bistvu to naravno število pomnožimo z b in delimo s c. Potem pa lahko tudi kaj pokrajšamo, preden zmnožimo. Lahko tudi najprej množimo, pa potem bo zelo veliko število prišlo lahko. Kako pa delimo z naravnim številom? Ulomek isto. Recimo, da imamo 6 osemnajstin, pa hočemo deliti za 2. To pomeni, da imamo mi pladenj, na katerem imamo 18 koščkov. To bi bilo recimo takole, pa še eto, 18 koščkov, pa 6 koščkov jih imamo. Ampak, če bomo teh 6 koščkov delili na 2, bo to 3 osemnajstine. Kako pa dobimo te 3 osemnajstine? Tako da 6 delimo z 2. 6 delimo z 2, to je ena možnost. Druga možnost pa je, da rečemo, da čelimo z 2, da bomo samo koščke na polovico dali. In potem bo število koščkov isto, samo koščki bodo manjši. To pomeni, da jih bi takole še vse na polovico razrezali, zato ker bomo dali deljeno z 2. In bi prišlo, da je to potem 6 koščkov še vedno, ampak so manjši in jih je 6 na 36. Tukaj je malo manj logike, ampak nekako gre tako, ne? Če imamo nek ulomek a ulomljeno z b in delimo s številom c, kaj smo pa zdaj tukaj naredili? V bistvu smo v spodaj 18 pomnožili s to številko. Torej smo v bistvu a pustili, c smo pa spodaj zapisali, c krat b. Recimo, če bi imela 4 devetine deljeno z 8, kaj bi to bilo? Aha, 4 pustim, namesto b je 9 in c ta 8 še pustimo spodaj. Zdaj bi pa lahko tukaj zopet krajšano, kaj? Je 4 deljeno 4 je 1, 8 deljeno 4 je 2 in v zgoraj ostane 1, v spodaj ostane pa 9 krat 8, 18. In imamo rezultat. Lahko še kakšen primer poskusimo? Recimo, da imamo 1,4 petine deljeno z 7, recimo. Najprej, kar moramo narediti, moramo tale ulomek spremeniti v čisti ulomek. Pri deljenju, množenju vedno spremenjamo v čisti ulomek. 1 krat 5 je 5 petin, plus 4 je skupaj 9 petin. In razdeliti jih moramo na 7 delčkov. To pomeni, da v bistvu delčke zmanjšamo. In bo ostalo 9 delčkov, ampak v spodaj bomo imeli 5 krat 7. A se da kaj krajšati? Nič, se pravi bo rezultat kar 9,35. Ali pa če imamo recimo 2,4 šestine, delimo s 3 recimo. Kaj moramo najprej narediti? To spremenimo v čisti ulomek. Iz 2 celih dobimo 2 krat 6, 12 delčkov, pa še 4 imamo.
je skupaj 12 plus 4, 16 šestin. In delimo s 3. In potem prepišemo 16, v spodaj pa naredimo 6 krat 3. Se da kaj krajšati, da še 16 pa 6, 16 deljeno z 2 je 8, 6 deljeno z 2 je 3 in ostane 8 devetin. Zdaj bomo pa to združili pri tem, da bomo množili ulomek z ulomkom. Množiti ulomek z ulomkom v bistvu pomeni, da recimo, če imamo zdaj